Če bi Hyundai razmišljal o i10 med vso to norišnico, ga verjetno niti razvili ne bi, ker s takšnimi cenami in prodajo verjetno niti stroškov razvoja ne bi pokrili. Ampak so vseeno bili pogumni, ker ostali proizvajalci opuščajo takšne malčke, oni v tem vidijo priložnost. Jaz torej mislim, da lahko ima svetlo prihodnost, ker je zdaj to spet moderen in zanimiv avto. In če ne izberete takšnega v dveh barvah, se z vami sploh pogovarjal ne bom. Oblikovalci so lepo pogledili starostne gubice pretekle generacije in tule spredaj dodali še 2 LED lučki. Mene spominja na dojenčka s prvima 2 zoboma. Ja, streha baje lebdi, ker so jo barvno ločili od preostalega avtomobila, pa še semle so lepo spravili napis i10. 2 cm je širši, 2 nižji in pol daljši. Se vidite, ne? No, verjetno ne. Boste pa to občutili na zadnji klopi, ker so podaljšali medosje, zato lahko, če že morate, na zadnjo klop posedete tudi odrasle, za katere je nekaj več prostora za glave. Materiali v notranjosti niso slabi, čeprav je veliko trde plastike, da bo zdržala vsa ta leta uporabe. Dobro, tukaj in tukaj je tudi lahko mehko, če imate ob sebi sopotnico. Poleg tega je tukaj lahko 8-palčni zaslon, ki stane 650 €, ampak ga morate vzeti, ker dobite zraven navigacijo, ki je lahko 7-krat brezplačno posodobite, Bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje, kamero za parkiranje zadaj in če vse skupaj povežete še na internet, lahko imate tukaj še vremensko napoved v živo in promet. Fino, ne? A ja, pa še vrhunsko deluje, tako da ostali proizvajalci, poglejte si ga. Morate pa vedeti, da je i10 za 1,68 metra dokaj ozek, zato tule vmes med sedežema ni velikih odlagališč, imate pa tamle velik predal, pa še poličko in tudi do vrata gre velika plastenka. Ker ima tale najboljšo opremo premium, lahko tule tudi polnite pametni telefon. Položaj za volanom bi lahko bil boljši, ker sedim previsoko in volana ni mogoče nastaviti po globini, zato mi moje prekratke roke v tem primeru sploh niso všeč. Sedeža sta malenkost boljša kot prej, sploh stranska opora je zdaj več, ampak z i10 verjetno itak ne boste divjali med ovinki. Udoben je in idealen za mesto. Ker je majhen in dokaj lahek, je tudi s šibkimi motorji kar poskočen, občutek na volanu je dober, bistveno boljši kot prej, ker je bolj obtežen, ampak pri avtocestnih 130 se motor vrti s 3600 vrtljaji, zato je kar glasen. Čeprav je i10 narejen na novi platformi, so tiste stare motorje iz prejšnjega i10 kar prenesli k temu. Dobro, malo so jih posodobili in 1,25-litrski 4-valjnik ima tukaj največjo moč 62 kW, kar je 84 konjev. Šibkejšega sploh izprav ne bi, ker boste že s tem pri počasnejših, ker do 100 na uro rabi 16 sekund. Jep, sliši se veliko in zato je kriv robotiziran menjalnik. Več kot 3 sekunde je daljši pospešek kot pri ročnem menjalniku, zato ga sploh ne priporočam. Pa ne zaradi slabega pospeška, ampak zato. Čakaj. Ok, gremo. 3, 4, zdaj. Čakaj, le. Aha. A vidite, koliko časa traja, da prestavi? Vmes pa se skoraj ustavi. Ja, sem se zadnjič peljal po avtocesti in mi je v klanec gor itak dol šaltal. Smisel, da se bom ustavil, zato še dobro, da ni bilo za mano nobenega, ker če ne bi se mi direktor zaletel. Ni pa vse slabo. Če ste zelo nezahteven voznik oziroma voznica, je doplačilo 700 € dobrodošlo, ker pol ne boste rabili prestavljati in bo vožnja bolj brezskrbna. Ja, vem, niso vsi taki divjaki kot jaz, tako da če se boste vozili umirjeno, bo tudi prestavljanje čisto ok. Sploh, ko se boste navadili, kdaj prestavi in boste tik pred tem sami malo popustili plin, da bo šlo bolj tekoče. V takih malih avtih je avtomatik prava redkost, zato je že fajn, da je v ponudbi. Ima pa novi i10 cel kup varnostnih in asistenčnih sistemov, tale za ohranjanje voznega pasu. Je malo živčen, ampak nalogo dobro opravlja. Potem so tukaj še klasičen tempomat, pa kamera za parkiranje zadaj in senzorji, mislim, več ne rabiš. Je pa na voljo 22 kombinacij zunanjosti, zato izberite takšno, da boste opazni. Če vas bo vstopni i10 olajšal za 10 000, vas bo tale za 15, ker ima kup dodatne opreme in je z doplačilom registriran za 5 oseb. Avto je sicer vrhunski. Med malčki mogoče celo najboljši, če izberete pravo kombinacijo motorja in menjalnika.